Če bi bil odvetnik, bi po tem filmu rekel, da ni več kaj dodati. In moram vam povedati, da je skoraj nemogoče in pravzaprav zelo nepošteno, da me postavite za šalvo. Nihče se ne more kosati s šalvo. Ampak bom dal vse od sebe v zelo omejenem času. Rad bi govoril o tem kraju, da vam dam občutek o resničnem mestu znanosti in tehnologije v izraelski varnosti danes. Še posebej o vesolju v vojni v dveh fazah. Am-Kela, pred enim letom, in Šah-Šagat Ha'ari. Pred 4 meseci je bila vojna med Izraelom in Iranom. Najprej Izrael proti Iranu. V drugem krogu seveda Združene države in Izrael proti Iranu. Ampak jaz se bom osredotočil na Izrael. In želim začeti. Mimogrede, ne bom razkril nobene skrivnosti ali skrivnostnega podatka. Dramatično bom povečal skrivnosti. Začeti želim z zelo posebnim, neverjetnim pismom, ki smo ga v podjetju Rafael Defense Systems pri vodstvu Rafaela prejeli od generala Omerja Tischlerja, poveljnika izraelskih letalskih sil, dan po koncu vojne z Iranom. In citiral bom samo zadnjo vrstico tega izjemnega pisma. In kar je še pomembneje, nima frijašem. Še pomembnejše, ni le zadnji stavek, ampak zadnja beseda njegovega pisma za obrambni sistem Rafael poteka takole. Izraelec, poveljnik izraelskih letalskih sil, general Tischler, nam je takole napisal. Za zaključek. Rad bi ponovno poudaril, da brez Rafaela tega ne bi mogli narediti. Pomišljaj. Lahko bi naredili. Nič. Klicaj. To je izjemno presenetljivo. Ni rekel, da bi lahko naredili veliko manj. Če bi morali uporabiti drugo opremo, izraelsko ali ameriško opremo, bi trajalo dlje. Izgubili bi več letal. Letala. Brez Rafaelovih obrambnih sistemov ne bi mogli narediti nič. Zelo je težko za poveljnika izraelskih letalskih sil to priznati. Mimogrede, upravljali so jih fantastično. Ampak priznati, da je tu sta bila ključna znanost in tehnologija, ki jo je zagotovil Rafael. Ta vojna, veste kaj, osredotočil se bom na Am-Kel avion, prvi krog v primerjavi z Iranom, ampak v bistvu je zelo podobno tudi v drugem krogu. V vojni vidimo 4 faze. In to je popolnoma nova doba in nova vrsta vojne na tleh. Vojna na tleh. Vojna na tleh. V svetovni zgodovini oboroženih spopadov prva faza je trajala natanko 10 sekund. Mislim, pripravljali so jo več mesecev in let, vendar je za izvedbo trajala natanko 10 sekund. Druga faza je trajala 63 ur. Obe fazi sta bili izjemni in neprimerljivi ter brez primere v zgodovini oboroženih spopadov na svetu. Tretja in četrta faza sta takrat trajali 12 dni, zdaj pa 40 dni. Kaj je bila prva faza? Začetni udarec, ki je trajal natanko 10 sekund. V začetnem udarcu pred enim mesecem, pred enim letom, v Am-Kelav nam je uspelo ubiti vse, nekatere, ampak vse najvišje poveljnike in najvišje voditelje varnosti Irana. Vsi. Načelnik generalštaba vojske, načelnik generalštaba revolucionarne garde imajo 2 različni vojski. Poveljnik letalskih sil,
namestnik poveljnika letalskih sil, poveljnik sistema zračne obrambe, poveljnik poveljstva balističnih raket, poveljnik obveščevalne službe. Spet, vsakič je to dvakrat, ja. Iranski minister za obrambo. Bil je samo eden. Njegov glavni svetovalec in 14 vrhunskih znanstvenikov, ki so delali na razvoju jedrske bombe. To je bilo pred enim letom. Veliko ljudi, mimogrede, vsi so bili prestreženi v prvih 10 sekundah. To je bilo izjemno pomembno. In niso bili vsi v Teheranu. Nekateri od teh 40 ali 50 oseb so spali v Teheranu, nekateri v drugih mestih. Bilo je 2:30 po polnoči. Nekateri med njimi, kot je bil poveljnik iranskih letalskih sil, so bili v bunkerju, v štabu iranskih letalskih sil. Tako so bili v več mestih in več kompleksih po tej ogromni državi, Iranu. In vsi so bili prestrezani v prvih nekaj sekundah. To je bilo zelo pomembno, ker če bi prišlo do zamika, že za nekaj minut, bi nekaterim uspelo pobegniti. Zato je bilo to zelo pomembno. Polk ljudi pravi, da je to zelo lepo, veste, zelo impresiven dosežek obveščevalnih služb. Ker kako smo vedeli? Točno 2:30 po polnoči. Približno 40 ali 50 ljudi. Kje vsi bivajo? Nekateri mesto, katera stavba, včasih celo katera soba v stanovanju, ali katero okno, ali kateri del podzemnega bunkerja. To je zelo lepo z vidika obveščevalnih služb, ampak skrivnost je še večja. Ne bom vam povedal pravih številk, ampak po Wikipediji sem prebral to. Začetni udarec, ta presenetljivi napad je bil izveden z 200 izraelskimi letali, ki so letela vse od Izraela do Irana, mnoga od njih do Teherana, 1500 km stran. 200 letal. Niso bila vsa F-35. Niso bila vsa F-35. Niso bila vsa izmed njih stealth. Večinoma F-15 in F-16. Tudi F-35. To je armada. To niso 4 letala. To ni 12 letal. 200 letal je vzletelo iz Izraela in poletelo proti vzhodu, proti Iranu. Prečkati so morali več držav. Jordanijo, Sirijo, Irak, Kuvajt, zalivske države. Potem so dosegli mejo z Iranom in večina jih je imela še 800 km do cilja. Območje Teherana. Iranci so bili v visoki pripravljenosti. Vsi radarji in vsi senzori so bili usmerjeni proti Iraku in Perzijskemu zalivu. Predvidevali so, da bi Izrael lahko nekaj storil in verjetno, če bo Izrael kaj storil, bo to sredi noči. 200 letal. Niso videli nobenega. Niso videli niti enega letala, ko smo leteli proti njim. Prav tako pa tudi ne, ko so bila letala že nad Iranom. Vse je bilo odprto. Niso videli ničesar. Ničesar. Letala na to odvržejo več 100 kosov streliva, rakete dolgega dosega, balistične rakete, drseče bombe. Niso videli ničesar. Zavedli so se, da se nekaj dogaja, šele ko je bilo ubitih vseh 40 ali 50 najvišjih poveljnikov in tudi znanstvenikov. Zato je 40 in 50. In slišali so eksplozije po celem Teheranu in po celem Iranu. Tisto noč se je nekaj zgodilo. Ne poznam nobenega podobnega primera, da bi 200 letal letelo in bi jih pričakoval nad svojo glavo. In traja, to traja. 1,5 ure traja let, od tukaj do Irana ali Teherana. To je dolg časa. Videl sem vsa letala nad mojim balkonom v Jeruzalemu. Opazil sem letala, ko so vzletela. Ampak tisto noč so bili popolnoma zaslepljeni. Vse do
začetnega napada. Kako smo to naredili, ne bom razlagal, ker nimam dovolj časa. Včasih je dobro, da si časovno omejen. Ampak lahko razumete, da je tukaj velika skrivnost. Mimogrede, da to primerjam z drugo državo, s pravo velesilo. Izrael ni prava velesila. Izrael ni prava velesila. Izrael ni velesila. Smo zelo majhna idolska država, z veliko slabostmi. Nimamo strateške globine. Imamo zelo omejeno ozemlje, nemogoče meje in le 9 ali 10 milijonov prebivalcev. Ampak Rusija je prava velesila. Rusija je prava velesila. Rusija se že 4 leta trudi, da bi odstranila Zelenskega in njegove najvišje poveljnike. In Kijev je veliko več, veliko bližje Rusiji oziroma Belgorodu v Rusiji, ki je del ruske vojaške garnizije, kot Teheran. Od Kijeva je oddaljen le 120 km. Rusiji v 4 letih ni uspelo ubiti niti enega vrhunskega poveljnika. Ne Zelenskega, ne obrambnega ministra, ne načelnika generalštaba Ukrajine. Ubili smo vse najvišje vodstvo iranske vojske in revolucionarne garde, ne enkrat, ampak 2-krat. Ker smo to ponovili 8 mesecev kasneje, v neverjetni fazi, ko smo bili že razkriti. Naslednja neverjetna faza je bila pridobivanje, zdaj ko smo se že izpostavili, smo morali takoj pridobiti. Zračno premoč nad Iranom in nad Teheranom znova, 1500 km tukaj, da bi lahko natančno in z veliko municije napadli vsa jedrska mesta in vsa obrambna industrijska mesta ter vso obrambno industrijo Irana. Zato je bilo zdaj, po začetku vojne, zelo pomembno, da takoj pridobimo zračno premoč. Rusija poskuša pridobiti zračno premoč nad Kijevom, ki je le 100 km od meje. In 4 leta niso pridobili zračne premoči. Združene države so nam povedale, da če lahko pridobimo zračno premoč nad Iranom, bo to verjetno trajalo nekaj mesecev. Torej, v Amkilavic je trajalo 63 ur. In po 63 ur se nam ni bilo več treba skrivati in nismo več potrebovali biti tako prikriti z našimi letali, ker so bile vse obrambne industrije Irana bodisi uničene ali popolnoma ohromljene. Potem smo seveda uporabili tistih 12 dni takrat in 40 dni zdaj z našimi ameriškimi zavezniki, da smo uničili vso obrambno infrastrukturo in se tudi branili. Ne bom o tem podrobneje govoril. Rad bi zaključil s tem, da vam povem, da je to, kar se je tukaj zgodilo. To je izjemno. In obstajajo nekateri stvari, ki so brez primere. Saj pišemo novo zgodovino vojskovanja, še posebej v konfliktu med nami in Iranom. Prvič, običajno v času vojne, če uspeš premagati svoje sovražnike, včasih ubiješ voditelje in poveljnike obrambe druge strani, da končaš vojno. To je prvič v človeški zgodovini, v 3500 letih zabeležene zgodovine človeštva in oboroženih spopadov. Prvič, da ena stran ubija vse. Poveljnike, najvišje poveljnike druge strani, ne na koncu konflikta, ampak v prvih sekundah konflikta. To se še nikoli ni zgodilo. To je nekaj povsem novega. In to je bilo dosegljivo, kot nam je napisal general Tischler, samo z znanostjo in tehnologijo. Kot je napisal, brez Rafaela ne bi mogli narediti ničesar. Potem je to prvič, da sta te dve državi, Izrael in Iran, kjer ni šlo za eno samo operacijo, kot je bila Entebbe. 12 dni in potem tudi 40 dni, ampak govorimo o teh 12 dneh. Izmenjevali smo ognjeno moč. 12 dni in potem tudi 40 dni, ampak govorimo o teh 12 dneh. Izmenjevali smo ognjeno moč drug z drugim. Streljali so balistične rakete, križarske rakete in dolgotrajne drone proti nam. Prestregli smo 99 ali 97% od njih in napadali smo jih nad številnimi državami, ki niso bile del konflikta. To je bilo nad Sirijo, Libanonom, Jordanijo, Saudsko Arabijo, Irakom, Kuvajtom,
našimi zalivskimi državami, Katarjem, vsemi. Ta izmenjava, vsa ta vojna se je odvijala nad glavami več držav, ki niso bile del vojne. Še posebej ne v Amkelaviju. Prvič v zgodovini, da se je kaj takega zgodilo. Vojne, še posebej ne v Amkelaviju. Prvič v zgodovini, da se je kaj takega zgodilo. Prvič v zgodovini. Da ena stran pridobiva zračno premoč, ne v njeni neposredni bližini ali okolici, ampak na zelo, zelo velikih razdaljah. Tako hitro, skoraj takoj. Tako da želim zaključiti in, veste, še povečati skrivnost. Nekaj se je tukaj res zgodilo. Poveljnika izraelskih letalskih sil ni mu bilo lahko napisati nekaj takega, kot je napisati besedo nič. Brez vas ne bi mogli narediti ničesar. Ta zelo jasna, odločilna, ključna zmaga nad Iranom je bila dosežena predvsem z vsem spoštovanjem do pilotov, letalskih sil in obveščevalcev. To je bilo doseženo. Doseženo je bilo predvsem zaradi Izraela in še posebej zaradi Rafaela, pa tudi zaradi nekaterih drugih subjektov v Izraelu, zaradi naše znanstvene in tehnološke prednosti. Lahko vam povem, da danes lahko počnemo stvari, ki jih ne more narediti nobena druga država, niti velike svetovne velesile. Ne more tekmovati. In to je izjemno pomembno. To tudi poudarja pomen našega zavezništva z Združenimi državami Amerike. Ker kot vedno poudarjam našim ameriškim prijateljem, pravim, da vemo, kdo je velikan in kdo je palček. Prav? Prav? Nismo zmedeni. Vemo, kdo je velikan, kdo je palček, ampak včasih lahko tudi golob prispeva nekaj obveščevalnih podatkov, nekaj tehnologij, nekaj prebojev velikanu. In skupaj sta včasih velikan in golob močnejša skupaj kot vsak posebej. Najlepša hvala. Vse najboljše.